Javno pismo dr. Robertu Golobu v tretji osebi. O nepravih intelektualcih v Sloveniji in o resnični nevarnosti za nastanek kakega totalitarizma. Odkar Sloveniji gospoduje vlada dr. Goloba oziroma njegova koalicija, izvoljena z veliko podporo skoraj samo jugonostalgičnih levičarskih državljanov, je slovenska vrhunska inteligenca, zlasti z področja prava, ekonomije in naravoslovnih ved, močno nadzirana in z vseh strani ogrožena. O tem najbolje pričajo primeri dr. Jakliča, dr. Lahovnika in dr. Štrancarja. Pa naj sedanja vlada dr. Goloba še tako vztraja, da je demokratična in da imamo v Sloveniji sproščeno moralno demokracijo. Ti trije primeri kažejo, da se lahko v javnosti oglača samo tisti del vrhunske, večinoma mlajše slovenske inteligence, ki to počne v skladu z dogovorom z vodilnimi tovariši v Kučanovem klanu. Nekoč bi temu rekli, da se smejo oglašati samo plačani disidenti ali za kritiko družbe uradno določeni in zato uradno plačani udbovci. Priznati moramo, da morda res ni povsem fašistično, ko dr. Golob vse bolj povišuje davke in se neprestano izmišlja nove, prav čudaške in za vse neprepričljive. Ampak totalitarno pa njegovo početje je, vendarle bolj levo fašistično, vsaj kar zadeva pri njegovih davkih nujnost njihove namenske uporabe. Te namreč niti sam dr. Golob ne priznava, ko mirno pove, da sploh ne ve, kdaj in zakaj bo določeni davek v resnici uporabljen. Te vrste gospodarno, še bolj pa pošteno ravnanje vlade dr. Goloba z davkoplačevalskim denarjem, žal, resnično še najbolj spomni na Titov in poznejši jugoslovanski gospodarski čudež. Kako zapraviti državo? No, s povečevanjem davkov in z neprestanim izumljanjem novih, ter s poplavo povečevanj različnih pomoči najrevnejšim, ki pa jih zaradi namernih birokratskih zapletov v resnici ne dobi skoraj nihče. Ko pa je med tistimi, ki bi te pomoči morali prejemati, nazadnje že za pol države tistih, ki imajo povprečno plačo, takrat pa se dr. Golobu v resnici lahko zgodi kaj podobnega, kot se je v Italiji desnemu fašistu Mussoliniju ali pa še komu podobnemu, naprimer nekemu levemu fašistu v Romuniji. No, v Jugoslaviji pa smo imeli ne le zaradi nacionalizma, temveč tudi zaradi slabe, hudo kriminalne ekonomije, Srebrenico. Zato, dr. Golob, vam ne priporočam političnega preganjanja vaših najboljših, v resnični močno dobronamernih vrhunskih slovenskih intelektualcev, še zlasti ne tistih redkih pogumnih z področja prava, ekonomije in naravoslovja. Navsezadnje, vladanje z neprestanim zmanjševanjem življenjskega standarda več kot polovici državljanov res lahko privede do kakega totalitarizma ali strani vlade ali pa strani upornega ljudstva. Seveda pa ne odobravam niti ene same žalitve gospe, naše prve dame, magistre Tine Gaber, ki ni odgovorna za odločitve vlade dr. Goloba. Mu le pomaga. Njeni predlogi za izboljševanje varstva živali pa me osebno kar veselijo, čeprav bi bilo potrebno o marsikaterem še poglobljeno razmisliti, da ne bi bilo zaradi njihove uresničitve nepotrebne gospodarske škode. Tako je z nutrijami. Frančiška Butolo.